Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnji oddaji Aktualno se bomo pogovarjali o znanosti. Na Inštitutu Jožefa Štefana v Ljubljani so pred nekaj tedni predstavili pomembno objavo v znanstveni reviji Nature, katere soavtor je bil Uroš Cvelbar, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Dober dan, hvala za povabilo. Gospod Cvelbar, povejte nam, kaj ste pravzaprav odkrili? Ja, v bistvu smo odkrili to, da lahko z neko ionizacijo toka plina stabiliziramo površine, ki so bile nestabilne, in ta stabilizacija je pač posledica nekih dodatnih sil, ki jih vpeljemo v sistem med plazmo in površino tekočine, in s tem tudi posredno vplivamo na dogajanje znotraj tekočine. Objava tega članka v reviji Nature sodi pravzaprav v prvo ligo, v svetovnem merilu. Ja, seveda, kot najvišje v znanosti kotirata dve revije, to sta Science in Nature, in v tem smislu tudi sama pač objava spada kot med najbolj pomembnejše objave, recimo tudi v slovenskem merilu ali pa svetovnem merilu. V vašem inštitutu, kjer ste zaposleni, uspejo take objave v povprečju enkrat na leto, največ dvakrat? Ja, res je, tokrat se je slučajno tudi poklopilo, da so s kolegom Dušanom Turkom, ki je prav tako objavil članek v reviji Science na temo zaviranja bolezni COVID z različnimi zdravili, uspelo objaviti dva taka članka, se pravi Science in Nature, v razmaku 3 dni, kar je pa še poseben dosežek, če se dve take objave pojavita skoraj istočasno. Ob robu te objave so poudarili, da utegne biti to odkritje koristno na področju izdelave jekla, pri reaktivnih pogonskih sistemih, pri črpalkah in podobnem. Kje vse lahko to vaše odkritje koristi? Ja, to vprašanje je relativno nehvaležno v tem smislu, da ko gre za bazične raziskave, je težko napovedati, kjer se bo lahko ta zadeva v prihodnosti uporabila. Je širok spekter, v katerem bi taka objava lahko, oziroma ti rezultati omogočili nek razvoj. V samem smislu so lahko to ali neki reaktivni pogon ali stabilizacija pač v nekih zaprtih sistemih, kjer se pretaka tekočina in so te nestabilnosti. Tudi pri pihanju, recimo pri izdelavi jekla, kjer samo pihanje povzroči neko cirkulacijo te raztaljene mase. Lahko pa tudi v drugih primerih sami tudi razvijamo več sistemov, v katerih uporabljamo plazmo in jo interagiramo s površino in tako recimo razstrupljamo neke tekočine, ki so nesnažene, zaviramo neke toksične snovi, ki povzročamo razpad in podobno. Se pravi, da spekter je težko napovedati, je pa lahko zelo širok. V enem od intervjujev ste na pol v šali rekli, da po novem tekočine ne bodo več špricale. Ja, sam sistem, ki smo ga uporabili, je relativno enostaven. Če želimo razumeti neke osnovne stvari, ki se dogajajo v takih sistemih, je treba običajno sistem zelo poenostaviti. In v tem sistemu smo opazili, da ko stabiliziramo pri samem curku plina, ki upada na površino, ki povzroča neke oscilacije te kavitacijske votline, ki nastaja. Pri temu, da je možno tudi, če spremenimo naklon, postane, se pravi, sama kavitacijska votlina postane vrtinčasta ali pa tudi šprica pod določenim naklonom, in če se vpelje v ta nov sistem to elektrohidrodinamsko silo preko razelektriritve samega plina, pač tega špricanja v sistemu ni več, se pravi, da tak sistem, ki je bil nestabilen, postane stabilen in ravnovesen. In s tem na pol šali lahko rečemo, da špricanja ni več v takih sistemih. Do odkritja ste prišli skupaj v ekipi, to je bilo ekipno delo, s kolegi iz Koreje, drži? Ja, seveda. Z kolegi iz Koreje, s katerimi smo skupaj objavili ta članek, predvsem z Wong Ho Chojem in Sang-Hu Parkom z Univerze KAIST. V Koreji sodelujemo že vrsto let.
Pred 2 leti smo prav tako v reviji Nature odkrili in pojasnili pojav tako imenovanega električnega vetra. V tem primeru smo uspeli pokazati, da električni veter recimo povzroča sklopitev teh ioniziranih ali pa nabitih delcev z nevtralnim plinom, in v takem sistemu, ki smo ga uspeli izolirati, smo identificirali to elektrohidrodinamsko silo, ki smo jo zdaj v tem primeru uporabili za stabilizacijo tekočine, ki je v tem primeru bila nestabilna. Se pravi, da to gre za neko kontinuitetno delo in neko osnovo, ki je že prej postavljena in se nadalje razvija. In v tem smislu imamo tudi neke nove koncepte, ki jih razvijamo v sklopu teh raziskav, ampak o tem je zaenkrat še prezgodaj govoriti. Bomo govorili, ko bo to javno objavljeno? Ja, seveda, z velikim veseljem. Ne gre prehitevati. Nekje sem zasledil, da ste že v 7. razredu osnovne šole vedeli, da boste znanstvenik, oziroma vas je fizika že takrat zasvojila. Ja, seveda, že v 7. razredu na prvi uri sem ugotovil, da je to neka stvar, ki me sama po sebi zanima in interesira. Kasneje ste odšli na gimnazijo. Vaš oče Milan Cvelbar je bil, mislim, da kasneje ali pa prav v tistem času tudi ravnatelj te gimnazije. Povejva še, da je bila vaša mama dolgoletna vodja kadrovske službe na Kolektorju. Je to, bi rekel, okolje tudi vplivalo na vas, da ste bili tako zvedavi in da ste iskali nekaj novega? Ja, verjetno same razmere, seveda, in podporo družini zmeraj prispeva k temu. Morda sem v zgodnjih letih premalo poslušal v šoli pri pouku, ampak sam sem te zadeve nadoknadil na fakulteti z bolj pospešenim in bolj obširnim študijem. Ja, na gimnaziji vas je poučeval profesor Karčnik, o njem pripoveduje v mestu veliko zgodb. Kako sta se kaj razumela? Profesor Karčnik je bil moj profesor vse 4 leta. Najin odnos je bil razmeroma korekten. Fiziko sem sam po sebi imel rad, tako da ni bilo večjih problemov. Sedaj poučujete na več univerzah, tudi sami. Kje vse so vaši študentje? Moji študenti sami prihajajo iz seveda različnih držav in tudi uživam v tem, saj sodelujem z njimi. Pri sebi na odseku imam tako indijske študente, potem študente iz Ukrajine. Velike izmenjave imamo tudi občasne eksperimentalne tako z Japonsko, Korejo in tudi Ameriko. Zasledil se podatek, da ste avtor 20 patentov in več kot 200 znanstvenih člankov objavljenih v teh uglednih mednarodnih revijah. To vam daje pravzaprav nek ugled v strokovnem svetu, ne? Ja, seveda. V strokovnem pogledu je zelo pomembno, da so te objave ne samo število, ampak tudi kako ugledne so te revije, kjer objaviš, in kako dobro si priznan v sami javnosti, strokovni javnosti, ki se pač ukvarja z tvojim področjem, in pač število in kvaliteta teh samih objav potem nekako prispeva k samemu rangu in prepoznavi tvojih raziskav in tvoji poziciji v tej skupnosti. Kako pa se inštitut povezuje neposredno z delovnimi organizacijami, s tovarnami? So, bi rekel, ti vaši izumi, odkritja, patenti lahko koristni tudi v proizvodnji? Ja, inštitut sam deluje na področju več vrst raziskav. Ukvarjamo se tako z bazičnimi raziskavami, ki morda niso na prvo žogo pomembne za industrijo, ampak imamo tudi različne druge skupine, ki se pa bolj fokusirajo na sam aplikativni vidik teh raziskav. Tukaj je morda treba ločiti zmeraj, da so osnovne raziskave bolj prispevajo k različnim znanstvenim odkritjem, medtem ko ta drugi del, ki je pa bolj inženirski, vpeljava teh raziskav v samo prakso, pa prispeva potem k prenosu teh odkritij v samo prakso. Mislim, da imamo v zadnjih letih kar dosti praks
kjer vidimo prenos nekih tehnologij iz inštituta v slovenska podjetja. Je pa tudi res, da je v zadnjih letih, da se je povečalo tudi povpraševanje po našem slovenskem znanju v slovenskih podjetjih. V preteklosti smo bolj delali za tuje podjetja, medtem ko v zadnjem času pa moram reči, da delamo tudi zelo veliko za različna slovenska podjetja. Vaše sodelovanje s Kolektorjem v Idriji vam je prineslo tudi, mislim, da Puharjevo nagrado. Ja, pred davnimi leti smo dobili tako imenovano Puhovo nagrado, ki je najvišje priznanje v Sloveniji za prenos osnovnih raziskav v prakso. To smo dobili skupaj s kolegi iz Kolektorja, kjer smo uspeli z osnovnimi raziskavami hladnega jedkanja, plazemskega jedkanja kompozitov, s plazmo nadomestiti neke kemijsko okolju škodljive procese, ki so v samih tekočinah, ki so problem kot odpadek, in z vpeljavo tega postopka v sam proizvodni proces, v industrijski proizvodni proces, pa nam je uspel ta prenos znanja in vpeljavo v samo proizvodnjo v podjetju Kolektor. Že dobro leto vsi živimo pod to epidemijo. Kako ta okoliščina vpliva na vaše delo? Ja, sama epidemija vpliva v neki meri. Sam dostop do laboratorijev ni popolnoma mogočen, imamo nekako 25% zasedenost. To pomeni, da v 25% primerov izvajamo neke eksperimente v laboratorijih, medtem ko je preostalih 75% vezano na neko delo od doma, ki je vezano na pisanje projektov, administrativno in drugo raziskovalno delo, ki ni vezano na neposredno na laboratorijsko delo. Čeprav brez laboratorija v vaši stroki tam najbrž ne gre, ne? Ja, to je zelo težko. Predvsej velik problem je dostop do mednarodne infrastrukture, onemogočena so tudi potovanja, se pravi neka mednarodna izmenjava, tudi izmenjava študentov, tako naših kot tujih v naših laboratorijih. Kaj vas vodi pri vašem delu? Je to strast, je to zvedavost? Mislim, da je kar kombinacija vsega. Verjetno tako strast kot zvedavost in želja zmeraj po nečem novem, se pravi, da bi želeli odkriti, da te zanimajo stvari in potem, da želiš razviti nekaj novega, da si postavljaš novo vprašanje in poskušaš odgovoriti na ta nova vprašanja, ki se ti v danem trenutku pojavijo, in seveda dinamičnost dela, ki se spreminja z leta v leto. Nikdar ne vemo, kaj nas v naslednjem letu čaka. Kakšno odkritje bi lahko poimenovali prelomno odkritje vaše generacije, pa bi se lahko zgodilo tudi v vašem inštitutu? Prelomno odkritje moje generacije bo verjetno implementacija same fuzije, fuzijske plazme, kjer bi v naslednjih letih ali pa v naslednjem desetletju lahko pričakovali prvo uspešno zagon reaktorja z pozitivnim izplenom električne energije. Tudi sami delujemo v delu tega mednarodnega konzorcija, tako imenovane Eurofusion. Je pa treba pri tem povedati, da so vsi veliki preboji zahtevajo tako velika finančne sredstva, kot tudi širšo mednarodno sodelovanje. Dnevi, ko si lahko sam v svojem laboratoriju nekaj odkril in to predstavil svetovni javnosti, so davno mimo. Danes se zgolj uveljavljajo raziskave, kjer je sodelovanje na prvem mestu in uporaba različnih pozitivnih aspektov in opreme, ki je na razpolago po celem svetu. Zato imamo tudi vrsto teh mednarodnih raziskav, ki pomagajo in spodbujajo tako sodelovanje in raziskave
ki so ciljno usmerjene proti reševanju določenih izzivov. Osebno ste pa tudi zavzet športnik, slišim. Kaj vam je blizu? Ja, ukvarjam se z vrsto športov. Že pred davnimi leti, ko sem bil v osnovni šoli v Idriji, sem treniral košarko, kasneje sem to nagradil z orientacijskim tekom. Še zmeraj poizkušam, kolikor mi čas dopušča, da se udeležujem samih tekmovanj v orientaciji. Medtem ko sem druge športne aktivnosti prilagodil svojemu prostem času, tako da kolesarim, tečem, smučam, plavam, potapljam, se pravi, kar omogoča dani čas in se pravi tudi lokacija, na kateri se pač nahajam. Ob vsem tem pa najdete nekaj časa tudi, da doma varite pivo. Ja, to je nekako domači eksperiment, ker mi žena ni dovolila eksperimentirati v hiši z nevarnimi eksperimenti, plinom in podobno. Sem pač doma našel drugo zanimivost, ki je mnogo manj nevarna, in to je pač varenje piva. Ki date tudi nekaj užitka na koncu. Ja, seveda, mislim, da so predvsem zadovoljni moji prijatelji. Lepo. Uroš Cverba, hvala za obisk v našem studiu in za ta pogovor. Želim vam, da bi se soočili še z veliko novimi znanstvenimi odkritji in da bi bili pri svojem delu uspešni. Hvala tudi vam za povabilo. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.